Hojla, dragi starši. Danes bom spet naredila eno temo za vas o vašem odnosu z vašimi otročki, z vašimi najljubšimi osebami na tem svetu, s katerimi znate imeti kar veliko težav, zaradi tega, ker si nalagate zelo veliko dela. Ali pa bom tako rekla, znamo imeti veliko težav, ker si nalagamo zelo veliko dela. Jaz imam sicer to srečo, da so najini otroci že odrasli, pa še vseeno, misliš na njih, te skrbi kaj zanje, se ukvarjaš s kakšnimi stvarmi, ki jih opazuješ. Mogoče, tako da vas malo pomirim, kaj vam postane pomembno, kaj nam staršem postane pomembno, ko otroci odrastejo, je v bistvu ta del najpomembnejši, da jih gledamo, kakšne osebe so postali. A so srčni, a so pošteni, a so videti srečni, a se znajdejo v življenju, a hendlajo s financami, a so ustvarjalni, a iščejo nove priložnosti, a verjamejo vase. To so stvari, ki so nam starše potem veliko bolj pomembne kot to, kakšne so otroci imeli v zgodovini ocene v šoli. In pač, ker so te ocene bile tako center sveta, v bistvu celo osnovno šolo in celo srednjo šolo, se pol človek vpraša v tej situaciji, ki sem zdaj jaz, kakšen je imelo to smisel, Glejte, smisel ima spodbujati otroke, smisel ima vplivati na otroke, ampak ne spati zaradi trojk, dvojk in včasih tudi cvekov, je pa včasih brezsmiselno, ker jaz še vedno verjamem, da naši otroci na nek način želijo biti uspešni v življenju. Zdajle sem imela kar nekaj mam na svetovanju, ki imajo težave s stikom s svojimi otroki in ki imajo to skrb, da morajo otroka vzgajati. Ne vem, če razumete, kaj hočem s tem povedati. Skratka, to, da je treba vse pokomentirati, da mu je treba povedati, kaj je prav in kaj je narobe, kako mora narediti stvari, zakaj jih mora tako narediti. Skratka, ves čas je neka teža življenja, jaz ga moram to naučiti, jaz ga moram pripraviti za življenje. Jaz se tukaj sprašujem, kam je odšlo to zaupanje nas odraslih, da se otroci tudi marsikakšno stvar naučijo iz izkušnje. In izkušnja je tisto, kar naredijo po svoje. To se pravi, ne tisto, kar mi že vnaprej posteljamo v posteljico, da se mu ja nič ne bo zgodilo. To je ena stvar, druga stvar pa je, da se me je zelo dotaknila zgodba ene mame, ki je prišla in je rekla, da je v stiski, da pač skozi teži svojemu otroku in da tako teži, da se ona že, da sebe sliši, in da ima res veliko stisko ga crkljati in se imeti z njim fajn, zato ker ima skozi občutek, da si mora on to zaslužiti, ampak on nikoli ni dovolj priden, v narekovajih, da bi si to zaslužil. Mene se je ta zgodba dotaknila in tudi vas prosim, da zdajle ustavite te občutke, kako mora biti taka, kako lahko se ne dotakne, kako ima lahko s tem težave, kakšna mama pa je, zakaj pa pol imela otroka. A lahko ustavite? Ustavite te komentarje in se mogoče dajte v stik s tem, kje pa imate vi težave pri vzgoji. Ker moj namen je, da vam pomagam se pravilno vprašati, mogoče rešiti to zgodbo. Zaradi takih zgodb sva z Albertom ustvarila, napisala, tudi na sebi sprobala najino drugo knjigo Najvodila za najstarše. To je knjiga, ki je namenjena vsem staršem, ne samo staršem najstnikov. In s pomočjo te knjige vi v bistvu pridete do odgovorov, kako to, recimo, kako to, da lahko ena mama tako sproščeno vzame otroka v naročje in ga crklja, jaz imam pa take hude težave. Kako to raziskati? Tukaj se gre za zelo, zelo neko intimno stvar, gre se za stik, za telesni stik, gre se za intimno bližino. Pazite, to, da imaš nekoga v naročju, ne govorim o seksualnosti, govorim o tistem intimnem občutku, tukaj sem jaz doma, sem jaz pripadam. In ko mi otroka crkljamo in ga vzamemo v naročje in ga objamemo, ne glede na to, a je on bil priden ali ne, ker otroku to pripada.
takrat ima otrok ta občutek varnosti, da nekam paše, da nekam spada, da je nekje sprejet tak, kot je. In v primeru, da imate tukaj težave, tako kot jih ima ta mama ali pa na katerem drugem področju, saj nekateri starši jih imajo pa pač drugje, ne znajo biti pol prijazni ali pa recimo so užaljeni, pa ko jim je otrok nekaj rekel, pa ne znajo te užaljenosti prestopiti. To so vse zgodbe, kjer se mi obnašamo kot otroci, odrasli pač pademo v neko otroško vlogo. In s to mamo sva šle raziskovati, od kje je ta strah oziroma odpor do te bližine, do tega občutka dotika, do crkljanja. In sva zelo hitro prišle, da je ona v bistvu zmeri za nagrado, ji je mamica rekla, pridi, da te objamem, ker si bila pridna. To se pravi, če je bila pridna, jo je mamica objela, če ni bila pridna, jo ni objela. In ona si je v svojem nezavednem svetu naredila zgodbo, da zato, da si zaslužiš crkljanje, moraš biti priden. Zdaj je mama naredila prvi korak. Začela je razumeti sebe. Kaj je drugi korak? Kaj je tretji korak? To so male stvari. To ne pomeni, da bo zdaj mama prišla domov, pa je vse rešeno. To pomeni, drugi korak je to, da se tega zavedam. Tretji korak je to, da se na to spomnim, kadar dobim ta občutek in ga začnem celiti z drugo zgodbo, z drugačno zgodbo. To se pravi, ta občutek jaz lahko celim s tem, da začnem crkljati otroka tudi takrat, kadar mi je težko. Ampak da si rečem, lej, to je moj otrok, to nisem jaz. Veliko teh zgodb nosite s sabo. Veliko se jih tudi ne zavedate. Jaz sem imela dolga leta težave otroke zbujati. Jaz sem imela dolga leta težave s kakšnimi stvarmi, ki so bile tradicionalno obsojane, recimo. Zato, ker sem imela mamo tako, ki je bila zelo tradicionalna. In ko je moj otrok hotel nekaj novega, sploh najstniki, ki hočejo skozi nekaj novega, jaz sem takrat strašno trpela, zaradi tega, ker sem mislila, da bi mu mogla, da mu ne bi smela tega dovoliti. Ampak, kot sem vam že rekla, raziskujte zgodbe, od kje prihajajo. Zato rabite prava vprašanja. Če ne najdete pravih vprašanj, jaz vam na srce polagam, lotite se najvodil za najstarše. Tam noter boste dobili toliko enega bogatstva, toliko ene teme za razmišljati o sebi. Toliko noro bo, ko se boste spoznali, ko boste vedeli, od kje prihajate, kaj so vaši potenciali. In kaj so vaše zgodbe, na katerih morate delati. Zaradi tega, ker naši otroci si to zaslužijo. Bolj kot petke v šoli, bolj kot poštevanko znati, si zaslužijo postavljene starše, zrele, odrasle starše. Zdaj nas toliko enih stvari skrbi, a bojo hodili v šolo, a ne bojo, a imajo maske, a nimajo maske, a si umivajo roke, a si ne umivajo rok, a je to prav, a je narobe, a razumete, skozi se ukvarjamo z nekimi stvarmi, ki na koncu ne bojo pomembne. Čez 10, 15, 20 let boste vi sedeli doma na kavču in ko bo k vam prišel otrok, boste videli, a se bo usedel k vam, pa vas bo objel, pa bo rekel, živijo mami, in boste začutili to vez med vama. A bo med vrati rekel, živijo mami, in se bo obrnil in boste rekli, joj, zakaj nisem takrat več vlagala v najin stik. Mene se to, vidite, kar še zdaj dotakne. Zaradi tega, ker vem, kako je to pomembno. Zaradi tega, ker sem jaz v tem trenutku med dvema. Imam mamo, ki me tako čaka, in imam 4 otroke, ki me na tak način pozdravijo. In vem, da je to tisto največ, kar mi zgradimo med nami v odnosih. Hvala, ker ste me poslušali. Hvala, ker komentirate. Jaz bom zelo vesela. Vem, da vas veliko vidite te moje videe na Facebook
omrežjih, na socialnih omrežjih, bi bila pa zelo vesela, pa jih tudi tam veliko komentirate. Ampak zelo bi bila vesela, če jih komentirate na YouTube kanalu, zaradi tega, da imam pač vse stvari zbrane tam, kamor pašejo, da tudi potem lahko pač ne falim kakšnih odgovorov, da vam lahko odgovorim na vprašanja. In komentarji vaše mi zelo veliko pomenijo in zelo me razveselijo. Tako da ja, komentirajte in delite tale video zaradi tega, da bomo širili zgodbo o stiku, da bomo delali lepši svet skupaj in da bomo vsaj nekje imeli ta občutek varnosti, vsaj doma, v svoji družini, pri svojih starših, pri svojih otrocih, da bo tisto občutek, da pripadamo drug drugemu, ker tega nam pa res nihče ne more vzeti. Lahko nam prepovejo druženje s komarkoli, ampak ne morejo nam prepovedati druženja doma v družinskem krogu. Tako da je zdajle čas, da si naredimo ta družinski svet varen, topel, ljubeč, tisti, v katerega se radi vračamo. Hvala, ker ste me poslušali, se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!